Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Vikend bo lep, Hvala Bogu. karkoli planirate, bo. No super, da nas ne bo zmočilo na teku Kar pod se- Pohorjem. Ki kamor greš v nedeljo. Ampak pomembnejše od tega, da ti greš tja, čeprav komaj kaj, imamo novo vlado. Imamo, res je, drži. 16. slovenska vlada oziroma 4. Janševa. 2 meseca pa pol je samo trajalo, da so se zmenili, ne? Ja, glej, lahko bi bilo prej, ampak je bil rezultat volitev tak tesen, da pač je bilo kar nekaj političnega trajalo. kupčkanja in evo, zdaj pa Znani se je so zgodilo. tudi novi sekretarji, Ja. vse je znano. Tudi kar nekaj članov oziroma direktorjev uradov so zamenjali že kar na prvi seji, nekaj se je zgodilo včeraj. Tako da, ja, vse je pač začelo, ampak vse to je bilo za pričakovati. Ja. Mislim, je vedno tako kadrovanje na začetku vsake nove vlade pač je prisotno. In to intenzivno. Ja, Da lahko potem on vse po svoje dela naprej. Ne? In kar takoj je pol Slovenija prijateljsko tekmo s Ciprom igrala 1-1. Ne bi zdaj kazano očitno, ali je to bilo kakorkoli povezano. Škaj ti hočem reči? Neodločen izid, no zdaj naše reprezentante čaka še tekma s Hrvati. In v nepovezani novici, če bo zdržala do 28. junija, bo ena gospa iz Brazilije, katerega imena absolutno ne znam prebrati, praznovala 115. rojstni dan. wow. Kaj ti hočem reči? Hiuj. 50 ni nič. Ne, 50 ni nič, to pa je kar doba, ne, 115. 115. Ona vse doživela. Ja. In veš, koliko vlad je šele ona skozi dan. Joj, pa vse, kar se je dogajalo v Braziliji, tam v 70-ih, pa v 60-ih, pa v 70-ih. Bravo. Kaj te jedla? Dejansko, ko se je ona rodila, je še amazonski pragos cel bil. Taki čas je, pa petek je. Hitra jutranja. Aha. Okay. Študentka ima ti ciger, ni kaj, to je samo ogrevanje za skoraj nemogoče vprašanje. In danes imamo eno lušno igro, ki se že dolgo nismo šli, 4 trditve in ena laž. Ko jaz povem 4 trditve in vidva morata ugotoviti, katera od teh 4 je laž. Lažo. Ok? Okay. Sta right? Ja. Pazi, to je tudi taka igra, ko lahko pač sami, seveda, dragi dame in gospodje, ki ste zunaj, igrate zraven, ne, in pol se preverite, ko tak ne bo to ugotovilo prav. Ok, pazi, ta prva trditev. V Ameriki so postavili prvo hišo, sestavljeno popolnoma in iz ničesar drugega kot iz Lego kock, v kateri se da tudi živeti, z kompleksnim sistemom ne samo električne napeljave, ampak tudi vodovoda. Ne? Prva trditev. Ja. Druga trditev, legendarni režiser Martin Scorsese. Vemo, kdaj je Martin Scorsese? Vemo. Ne. Dobro, pač moraš vedeti, da je legendarni režiser. Okay, legendarni režiser, ki je posnel številne res izjemne filme. No, se je povedal, da uporablja, da je celo vložil v eno firmo z umetno inteligenco, kjer je uporablja, da dela storyboarde za filme. In pravi, da je pač tak, da pač moraš raziskovati vse poti, po kateri se lahko tudi kinematografija razvija. Dobro. Druga, to je tretja, obstaja vrsta ribe, ki je več kot 100.000 let preživela, ne da bi sploh imela moški spol, tako da so samo ženske. Ker to so zdaj pred kratkim ugotovili znanstveniki, da bi morala ta vrsta že davno izumreti, ampak niti približno ni izumrla. Ne? In pa četrta, obstaja en ekskluzivni kamp, kamor gredo otroci bogatih staršev, kjer se naučijo, kako ne v prvem letu zafučkati vse, kar so generacije generirale pred njimi. Okay, Okay, to so zdaj 4 izjave. Katera je laž? Zadnja, praviš, da obstaja praviš, da ni res, da obstaja ta retreat, kamor grejo otroci izjemno bogatih staršev, kjer jih naučijo, kak ne po domače ne zašmebati vse, kar so starši in starši pred njimi generirajo. Dobro? Okay. Jeger, ti? Jaz bi rekel po moje, da Martin Scorsese ni vložil v... Martin Scorsese ni vložil v AI firmo.
da je taki tradicionalist in Tako, absolutno ni za napredek. Tako da, ja nič ne moram vam reči takole. Ema, absolutno, to je res, da obstaja ta ekskluzivni kemp, ja, kjer se grejo otroci učiti, kako ravnati, da na vse skupaj gre k vragu v prvem letu. In dragi Matic Jeger, ni res, Martin Scorsese uporablja riba. Prva, ja, ni, ne obstaja. Jaz sem bil prepričan, da je v Ameriki se nekdo spomnil pa naredil bajto iz Lego kock. Ja, dobro, no, pač slabo sta začela, upajmo, da boste boljše končala danes. Ana danes manjka, Dejan, Ana in študentka Ema, smo tu, želimo dobro jutro. Dejan, Ana in študentka Ema. Dejan Jeger. Joj, fuj. Navada je železna srajca. Ja, res je. Dobro, sej, nekaj verjetno, mogoče zdaj nočem prejudicirati, samo mogoče si tudi v kakšni situaciji, kdaj je bil Ana, ne, tako da pustimo. Nikoli ne veš. Okay. Veš, kaj so ugotovili, da zemljin magnetizem, ne, vemo, veš, ima, ne? Ja, vem. Zemlja ima 2 geografska in 2 magnetna pola. Tako je. Tako. Ja. Kje pa stata 2 magnetna pola? A je to pomembno zdaj? Gremo na bistvo. Okay. Enako sta na severu pa jugu, samo ne točno na severu in jugu. No, evo, tako. Kaj se ti vse naučila tu pri nas? Torej, da je zemljin magnetizem veliko močnejši, kot so sprva predvidevali. Ja, kar seveda se strinjam, ker to absolutno razloži, zakaj se tako težko s kavča vstaneš, pa malo zmigaš, ne? Tu so dileme študentke Eme, tudi danes zjutraj. Dobro jutro. Dobro jutro. Stopimo bliže generaciji Z. Na seznamu tvojih dilem danes zjutraj Ema, vrt, hobi za starejše ali nov trend med mladimi? Nov trend za mlade, ja. Nov trend za mlade je? Res? Je ful, to je tako luškano. O moj bog. Imaš vrt? Ne. Si že delala na vrtu? Ne. Okay. Ampak si ful želim vrt imeti. Okay. Jaz bi ful tako imela limone na vrtu. Limone? Ja, bi si posadila. Se morala v Španijo preseliti, veš, če bi hodila imeti limone na vrtu, tako čisto zares, da bi imela kaj od teh limon. Tako da predlagam, Ema, ne, da pač samo gledaš, ne, pa tako, ker vrt je fajn gledati, delati malo manj. Ja, res je. Nisi še nikoli plela in to? Ne vem niti, kako to poteka. Okay. To je pač, da ne odstraniš travo, da je gredica lepa, ne? Recimo. Ja, pa dobro, to je tako cute, veš, tako stiskane škarice, rokavice. Ema, glej, še vedno predlagam, glej samo. Pa se meni, kak bi bilo fajn, pa bo najbolj primerno, veš? Ker je petek, tudi danes po 2 totih hudih hitih skoraj nemogoče vprašanje. Danes Ane ni, na nek način Jeger igra sam sabo, oziroma danes ti lahko Ema pomaga. Okay. Danes oba bosta delala za tebe. Odlično, Ema, potrudi se. Vprašanje, veš, če bo dovolj. Okay. Ampak mimo tega ena resna stvar, namreč pri Uradu Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarjajo, lažna elektronska sporočila krožijo okoli, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke, in uporabnike spletne banke pozivajo k domnevni nujni varnosti obnovi oziroma aktivaciji računa. To ni nič drugega kot seveda poizkus, da bi pridobili podatke za dostop do spletne banke. Tako da res pazljivo, ne bi to nikoli naredili na tak način na nobeni banki. Tako da dajte prosim paziti seveda sami in hkrati seveda tudi informirati starejše člane svojih družin, da ne bi slučajno nasedli in da ne bi se pač zgodilo kaj, da bi pač kaj odteklo, kar je bilo trdo prisluženo. Tako da res pazite na se in bodite previdni in predvsem izobrazite vse starejše člane svojih družin. Drugače pa petek je, sicer ni Ane, ampak to ne pomeni, da odpade skoraj nemogoče vprašanje. Danes tekmuje naše pohorsko veselje, naš pohorski Mowgli, oranžni, pač najmojster motorke, Matic Jeger.
In pomaga mu danes naša študentka Ema tudi Tako je. Trudi se. Danes igrata skupaj, Iger zaostaja 4 točke za Ano sicer. Ja. In v skoraj nemogočem vprašanju tudi danes, to je z ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, ali je vprašanje spektakularnejše od odgovora. Ali pač. Ok, dam vam na izbiro, kaj boste izbrala. Spalnica ali domovanje nasploh, ko govorimo o kategorijah. Spalnica. Spalnica. Dobro, jaz bi Okej. isto izbral spalnico. Bi? Ja. Tam si rad, ne? Ja, lej. Če tako zgodaj zjutraj vstajaš, definitivno. Okay. 35% vprašanih v tej študiji, torej skoraj da 4 od 10, so rekli, da ko zamenjajo posteljnino, naredijo potem zvečer to. Kaj je to? Ko Zvečer. zamenjajo posteljnino, ja, Naredijo potem ko menjaš. zvečer. Dobro, zdaj kdaj, če jo zvečer menjaš, pol takoj narediš, drugače pa pač Ja, kaj vležeš se takoj? ne, vležeš se takoj ne. Pokrije se. Ne, Zlekne se po Ne. postelji. Slika. Kak fajn. kaj? Slika. Ja, slike, fotkajo, ja. Ja, To kaj? bi vi naredili, Gen Z, ja. Ne naredijo, ko menjajo posteljnino, Pol pridejo 35 zvečer, naredijo. ko pa grejo spat, še pol. Naredijo to zvečer, ko zamenjajo tisti dan, ko Tudi zamenjajo zamenjajo posteljnino. pižamo, da ima naredijo vse to. čisto. Ne, Torej, skoraj da 4 od 10. Skačejo po postelji. Ne, ne, ko sem Ja, vam kaj dal na izbiro. pobrišejo prah, Ne, postrojo. ne. Štiri od 10 tisti dan, ko naredijo posteljnino, naredijo to. Kaj je Preluftajo to? posteljo, prezračijo. Ne, nič ne zračijo. Ja, na novo frišno posteljino oblečejo, ali kaj? Je to tako, tak, če Ja, no, preoblečeš če- poslo, te to Kaj narediš. narediš, ko imaš frišno posteljino? 4 od 10 to naredijo, pa kaj sem jaz zdaj Ja, kaj rekel? če pa te- reče, kaj ali Ne, kaj? nič ne O, reče. Ne, nekaj naredijo. Nekaj naredijo, kaj je to, kaj naredijo. tisti Rečejo, zvečer? kako je fajn, ko je sveža posteljina. Ja, Ja, to je motivator, ampak nekaj naredijo. Žulijo se svoje Pobohajo. drago. Kaj? Bohajo. Ne. Ne, se predata. Ne. Ja, pa bi se morala. A se bila vsaj blizu, ne? Ne, tako. No. Jo, Tako če da se še- mi zdi, da bi to mogla Zadnji poskus. Je, pa se zvečer leže, pa rečejo. Ne, nič ne Ne, reče. dobro naredijo. Ne, mislim, ja, no. naredijo, Ja. ampak. Okay. Krog obrnejo se okoli. ne. Kaj Kaj ne, naredijo, žal. kaj naredijo? Žal, v tej študiji je 35% vseh vprašanih reklo, da ko sviže preoblečejo posteljo, grejo potem zvečer prej spat, ker se veselijo, da bodo sviži posli spali. A res, ali kaj? Ja. Kaj te to je? Ja, kaj te to je? Kaj to je? Iger, poberi se po porazu v skoraj nemogočem vprašanju. Kaj? Street food Maribor je tu od včeraj, halo. Odlično, in včeraj sem jaz tam bil in je bilo zelo dobro. Najbolj slasten festival, definitivno, vsak dan, zdaj od včeraj do vključno sobote na Trgu Leona Štuklja. Danes bo sicer vmes malo slabo vreme, to seveda naj vas ne ustavi, ne, ali pa če že, mogoče naredite pauzo, pa potem jutri, ko bo cel dan lepo vreme, za nazaj se noč spravi. No, včeraj ne samo, da je bil tam Jeger, da je bila tam Ema, tudi Fras, Medvar in Anja. Ne, to je taka ena, lahko rekli, rezervna, vsaj reprezentanca jedcev, ne, slovenska, celo če ne širše, so malo degustirali. Zdravo, na Street Food Maribor smo, jaz sem se zahakljal pri Makaroni Empire, imajo razno vrstne makarone, mislim, da je njih 10 okusov, tako morsko se počutim, bolj je tako vreme, pa sem vzel z rakci makarone, majster mi je na koncu še lepo sir gor posipal, pa z bredenom, skuro, tako da znam probo, pač kaj da češ. Če naš več mogo, ni problema. Ni problema. Vse bom jaz, če naš mogo. Lepo zdrav, smo na Food Truck Festu v Mariboru pri Steyr Bite sendvičih in valjda klasika, sendvič, pridite pogledati, jaz sem si naročal pohorca, šefica z mano, tu kaj je tu noter, dajte povedati. Tu pa imamo not ajvar, pohorsko šunko od Filipa Klisara, kislo zelje z bučnim oljem ter domače ocvirke. Anja, kaj imaš to?
Jaz imam pa eno bavlico z rapsi od Zalogajev in gleda vrhunska in komaj čakam, da jo probam. Ja, daj probaj. In gled zdaj to. Kaj so to rakci? Rakci. Kaj ne možeš več? Ali pa drugo logično vprašanje, ne verjamem. Lepo se je silo, ne? Ja, kaj pa pohorski sendvič? Z ocvirki, pa kislo zelje. Marija, pomagaj. Tudi če bo danes dež, ne? Oni bojo tam. In bojo delali. Točno to, vi ste pa v službi, pojdite na malco. Čekaj, pohorski sendvič. To bom očitno tudi jaz danes. Ja, jaz bi tudi. 10 različnih makaron flashov. Ampak to je samo začetek ali pa malo od ponudbe, ki je tam, tako da morate iti probati. Najbolj slasten festival v našem mestu je Street Food Maribor, tudi danes od 11. naprej na trgu Leona Štuklja. Tine, dobro jutro. Servus. Dobro jutro. Lega Tineta. In zdaj seveda vprašanje, ali se na Street Food Maribor pripravljaš na nedeljski maraton okoli Pohorja? Ja, carb loading, ne? Ja, tako da ti ne svali. Ja, valjda, ki zdaj najboljše, da me Srej Lovrenca vzame. To. Pa me pol tam... Ja, ti greš na 72, greš tu. Ja, ti ne greš nikamor, pa če to je ne, jaz grem hoče. Dobro, to je drugo. Ko se o kolesarstvu menimo, ja, ker to bi bilo res frajersko, recimo vsi neke cukre, Gele, pa glukozo, pa gele. Hamburgerom. Ja. Ali pa skračo, tako narezano na... Ne, imam tu v vrečki, imam... Tu v zadnjih žepih bi mogel imeti na bite size narejeno, ne, kračo not, pa samo... Ne, tu bi imel tortilje, bi imel not, ne, glih paše v... Ja, lepo. Ali pa kaki, tudi pohorski sendvič, ne? Ne, me spominja. Pa tam na mesto bidona, vemo, kaj bi not bilo, ne? Do Limbuža bi prišel, mogoče. Samo imel bi se pa dosti bolj fajn, ko bi celo korili. Ok, Tine, kaj si nam pripravil danes? Tako sem prebral, smisel, zakaj točno berem to? Mislim, ampak ok, zanimivost, ja, ne? Dobro. Ne vem, če si Jeger vedel, ker kolega pač verjetno. No, ja. Ker med vsem je verjetno tudi veterinar in vse, ne? To pa nisem. Vem pa, da so včasih, ko so naročili veterinarja, ko še ni bilo mobilnih telefonov, so rdečo zastavo v eni nastavili na ograjo, ja? Da je veterinar vedel, kam mora iti. Dobro. Da niso... Konji, človeške bradavice, ko vidijo, jih vidijo kot oči. Res? Ja. Ker konji, tu sem namreč bolj malo brat, ne, za konje so oči kar zelo pomemben del, ne. Anatomije. In vse, kaj je približno podobno očesu, okroglo z neko, ne, oni vidijo kot oke, ne. Kak zdaj to vejo? Kak zdaj, Tine? To je zdaj vprašanje za 7 milijonov dolarjev. Veš, koliko je takih stvari, ko mene dnevno zanima, odkot se, kdo, pa kak zdaj vejo, da so dokazali, da je to. Ja, kaj? Enkrat je Mr. Ed. To glih sem to pomislil, Mr. Ed mi je povedal, verjetno, ne? Bradavička mi je rekel, makni mi. Ne glej me s temi prsi. Kaj si le morajo misliti, da imamo toliko ok? Veš, ko nam vesolce, ne? Pa imajo ok, pa še Harry Styles, ko ima 3 bradavice. Recimo. Tako čist zmeda konja. Veš, zato nikoli jahal, ni? Ali pa kak je to moralo biti konjem, ko je zvečer gospodar mogoče, ne, ko je gospodinja prišla mimo, pa ko in gledal, pa smisel, ko te stoti me, kam te gleda. Lepo tako nizke oke. Kam ona gleda. Ob vseh stvarih, ki jih imamo v našem mestu, pa imamo tudi potrjeno najboljšo ekipo nujne medicinske pomoči v Evropi. Bravo. Ja, ker je pač ta ekipa zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor na prestižnem tekmovanju na Češkem dosegla odlično prvo mesto. Pa mislim, da je že drugo leto zapored. Ne, lani so bili 3.
Ja, Alex, Timotej, Mitja in Alen so bili torej v ekipi, lani so bili 3, letos pa so Slovenijo popeljali na sam vrh in jasno, da smo se morali s pubeci pomeniti. Aleks Šuštar, ki je zdravnik v tej ekipi, kakšna je bila razlika oziroma ta napredek, lani 3, letos 1? Jaz mislim, da to predvsem, da smo še nadalje vadili, da smo tudi mogoče malo vedeli, kaj pričakovati, ker vseeno gre ne samo za oskrbo, ampak tudi za tekmovanje, ker pa so neke specifike, ki jih iščejo. Mi smo delali podobno, kot delamo tudi tukaj, smo se pa v bistvu bolj utekli kot ekipa, kar pomeni več treningov, več priprav na ta način. To mislim, da je bila ena stvar, ki je bila ključna. Večkrat smo delali tudi skupaj, tako da je bilo to kar pozitivna zadeva, no, in to tudi potem nek rezultat, zakaj je bilo boljše. Ok, doktor Aleks, pa recimo, če bi lahko opisali en scenarij, ki ste ga morali tam odigrati oziroma narediti. Zdaj, to so scenariji, ki trajajo po 12 minut, kar pomeni, da je v zelo kratkem času treba narediti praktično vse, do transporta pacienta proti bolnišnici, kar 12 minut se mogoče tukaj sliši dolgo, v resnici je pa to izjemno kratek čas. Ena od stvari, ki smo imeli za rešiti, so bile recimo delovne nesreče, ki je bila delovna nesreča znotraj vodne elektrarne, kjer sta bila v bistvu 2 poškodovana in smo jo morali v bistvu oskrbeti in pripraviti za transport. Imeli smo obešenca, ki smo ga morali enako tudi potem oskrbeti, to je bilo recimo eden od nočnih scenarijev. No, super. V ekipi je bil tudi reševalec Timotej Možič. Timotej, torej usklajenost je verjetno izjemno pomembna. Jaz bi tako rekel, da to je ena zelo pomembna stvar, da smo res povezani kot ekipa, kar pa ne samo za tekmovanje, ampak tudi za delo v realnih situacijah in mislim, da nam to zdaj, ko smo se res tako povezali, tudi kot služba celota, nam res dobro uspeva, no? Da smo pač dosegli ta ekipni duh in nam intervencija dosti lažje teče, ko pa da, mislim, ko se poznamo, ko pa če se ne poznamo. No. In to je tudi najpomembnejše pri vsem skupaj. Uspeha, ja, sej dobro, zdaj tekmovanja gor ali dol, ampak ko gre za res, takrat je pomembno, ne, naše Mariboru je tudi tak, da pride ekipa, ki je najboljša v Evropi. Halo? Zdaj Mitja Rajš, reševalec, tudi član ekipe, zdaj ko dosegate te uspehe, kaj bi recimo svetovali mladim, ki se odločajo za poklic reševalca oziroma zdravnika? Mogoče bi jim povedal to, da je to poklic, za katerega moraš nenehno nekaj delati, se izpopolnjevati, ker smernice grejo vsako leto naprej, stvari se spreminjajo, tehnologija je nova in moraš ostati v koraku s časom. Tako da to je poklic, ki ti marsikaj vzeme v smislu prostega časa, ti pa da, ko ti je narediš eno intervencijo, da vidiš, da si človeku res pomagal, da je nekdo res boljši zaradi tega, kar si ti naredil na terenu, to je res eno ful veliko zadovoljstvo, da mislim, da se vsi strinjamo, da je bolj kot poklic to eno poslanstvo. Absolutno in veseli in ponosni smo, da imamo take ljudi, ki to počnejo v našem mestu. Tudi Alen Kramberger, reševalec, je bil v ekipi. Alen, zdaj, kaj pa gledate kaj naprej, že razmišljate morda o naslednjem tekmovanju? Ja, vsekakor trenutno nekaj že imamo v mislih, poteka eno tekmovanje in sicer na Cipru, ki se ga želimo udeležiti. Če bo to možno, bomo videli. Zdaj je čas, da mogoče tudi ostalim ekipam damo malo prostora v mednarodnem prostoru, da tudi oni pokažejo svoje znanje. Želja bo ostala. Mislim, da letošnje poletje rabimo, da pridemo vsi malo k sebi, da malo počivamo na lovorikah, že zaradi prostega časa svojih partnerjev, ki so zadnje leto res dosti bili sami na račun naših tekmovanj in priprav in vsega. Tako da mislim, da bomo pa hitro po poletju začeli govoriti, fantje, kaj bomo. Tako je običajno, ne? Ampak res, še enkrat čestitke, Aleks, Timotej, Mitja in Alen, vrhunski ste, ampak še bolj vrhunsko je to, kar počnete vsak dan, da pa ste najboljši v Evropi, pa tudi ni pes, ne? Vidiš, Jeger, dobro jutro, mimo grede še enkrat, ja? Ti si se spraševal, ne? Kdo, ali poznamo koga, ki je bil na žametni večerji včeraj pred staro trto, si se, ne? Ja. No, naj ti predstavim, Matjaž Šalamun Šalca, direktor. Dobro jutro. Dobro jutro. Mislim, ne rad to izkušnjo z vami, hamburger kmeti delim, ampak pač, ok, bom ne podelil to 5 let, že to traja, jaz sem bil letos prvič.
Lepo. Jaz sem rekel, moram iti. In to samo zato, ker sem pravi čas se spomnil, pa sem do kart prišel. Namreč veste, da to gre tak, ne? Ja, hitro gre. Cene. 170 ljudi je bilo, gostov, pred Staro trto je to, Flisar je povezoval, Maja Kevc je pela. Moram rekel, tak en lep dogodek, ne? Dobro. In na začetku pač srednja šola za gostinstvo in turizem in visoka, ne, da vsaka čast, to ljudje pripravijo ob soorganizaciji Faktum eventa, našega prijatelja Mitje Špesa, ki je tudi blestel na prireditvi. Tokrat je bil v karirasti, Srečkov ni sedel, ne, njegova žena, partnerka je bila v naši družbi, on pa je pač okrog hodil, ker pač živčen. In že na začetku je opazil, je rekel, mislim, prišel k meni pa je rekel, veš kaj, danes pa so lepi ljudi tu. Da se nam kaj, ker pač so ljudje urejeni, je rekel, lepi ljudi, Instagram ljudi, ne. Tak v tem duhu je tudi dogodek potekal. Ja, mislim, jaz, veš, navadno to 2 hladni predjedi, 1 topla glavna jed sladica. Si pol misliš, ker nisem celi dan nič jedel, ne? Zdaj nisem se hotel nekaj nabasati, se veš, da si na brbončič zjebeš, ne, moraš biti... Na nivoju, tudi Ja, spucat, moraš biti, okay. Ker pol enkrat, ko se veš, vinska spremljava je zmerna, ampak intenzivna. Odvisno s kom sediš. Ker je Špes vmes k nam hodil in ker to je se izmernega v kar močen tempo, ampak to ni zmanjšalo užitka hrane, res je bilo dobro. In bom reči, bilo je dovolj. Jaz vedno imam rezervni plan, ko sem pri Stari trti, ne. Perota, Verdija, imam perota, rečem, glej, ne zdaj, da si pripravljen, bodi, ne, mislim, veš, ne, ker na zadnje, ko je bil en rojsten dan v Stari trti, ker je bila rdeča nit suši, ne, smo naročili pice, ne, Slavljenka se je sicer malce zgražala, jo, kak bo to ono, bolj pa so se kartone pojedli, tak so bili vsi, vsaka čas sušijo, ne. No, tak da, ja, moram pohvaliti dogodek, v redu. Imate kako vprašanje? Zelo hitro je bilo razprodano, tako vsako leto, kaj pa cena na osebo? Ja, to navadno se ne govori, ja, res, ampak dobro, ok, pa gledaj, pač, včeraj je bil tu na trgu, mislim, nič slabega, jedo hamburgere, tekla, imajo dolo maka, sram, pa ne vpraša človek, ne. Ja. Jaz sem se tudi spraševal 170 € na osebo, zdaj pa ena oseba, da zdaj kupiš za eno osebo je malo kist. Nerodno. V bistvu, da je 340 stane, razen, če rečeš, če kaj bi šla ti z mano, pa pola. Da, ostrica opališ, ja. Kar veš, da bo tak svojim avtom prišla, niti ne boš je pelo, ne, tako da pri tem. Zdaj pa tak 340 € za en taki dogodek, gled, obrok za avto je navadno več, ne, pa ne ješ, pa piješ, ne. Včasih je treba, pa jaz sem tudi vesel bil, ker je bil dogodek clean, se pravi, ni bilo nekih morebitnih kandidatov, ki že delajo pol kampanje in cele kampanje in njihovih glupih svetovalcev, tako da je bilo kar vredo, ni bilo moteče, noben ti ni prišel od zadaj, pa se s tabo slikal, vse veš, o čem govorim. Tako da, ja, to je to. Ja, lepo, no, midva smo vesela. Fajn je bilo, Pigac je tudi bil. Ja. Ampak v kratkih hlačah. Dobro, on je fotograf, ampak tak veš, ko ješ ajdo, čakaj, to sem mislil vam povedati, ne, ker nisem vedel. Ajdo krov z Jurko, ne. Ajdo krov z Jurko. To vam niti, to je bilo pač pri glavni jedi zraven priloga, ampak veš, ko daš žlico gor na ajdo krov z Jurko, pa viš Pigaca v kratkih hlačah, tako da bi lepinjo. Ampak dobro, gledaj, zapreš oči, da še bolj hrano pač začutiš. Ne? Ja, super. No, tako da, ko bo žameta večer. Jaz pa za danes večer, recimo, imamo kar gužbo jeger, ne, pa mi je ful žal, da nisem eno direktorjev komunalnih podjetij Slovenije. Veš zakaj? Zakaj? Ker ni treba nastopamo. Lepo, pa jedlo se bo, pa pilo. To se bo pol, samo nastopamo 3-krat. Letos. Prvi zadnjič pa nikaj. Zdaj veš, da bo nastop nepozabno. Pa tematika je priročna. Dejan, Ana in Jeger,
in toto jutro.